Prav lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Ja, dobro je kaj vedeti o slovenskih gozdovih, vsak dan jih gledamo, pa ne vemo, če vemo prav dosti o njih. Zato smo v studiu povabili gozdarja Jožeta Praha. Jože, dobrodošel v studiu. Dober dan. Dogovorila sva se, da se bova tikala v tej oddaji, glede na to, da sva že kar nekaj stvari posnela, predvsem na tej oglarski poti v Dolah. Pri Litiji, ja. Kdaj se ponovadi to dogaja? Ja, glavno na Dolah pri Litiji je ta pohod po oglarski poti, ki je vedno drugo soboto v mesecu maju, tradicionalno. Že več kot 10 pohodov je bilo, tako da sem prav vesel, da ta oglarska dežela je tako zaživela, kot smo si v letu 1999, pa potem leta 2002 nekako tudi zamislili v projektu. No, pa na tej poti ljudje spoznajo tudi še kaj od kovaštva, še kaj drugega, ne samo od oglarstva, ne? Sigurno, no, na tej poti seveda rdeča nit je zares oglarstvo, vendar z oglarstvom, ki ni samo, bi rekel, na taka kulturna dediščina, je tudi naravna dediščina in seveda na to se da vse vezati. Od gradu, ki ga imamo tudi, dvorca imamo tukaj, potem cerkva, ene najstarejše v tem koncu, in pa seveda ta naravna dediščina, slabena voda in tako naprej, predvsem pa izredno lepe gozdove. Predvsem pa druženje tudi, ne? Ja. To nam pa včasih manjka, sploh, ko govorimo o kakšnih projektih. Točno. Ampak kdo je pravzaprav Jože Prah? Ja, gozdar, ne? No, jaz sem zelo vesel, da sem postal gozdar. Zdaj že hodim po terenu že več kot 30 let. Mimogrede je bilo to v Zibelko položeno? Morda. Tudi moj stric je gozdarski inženir, bil je direktor gozdnega gospodarstva Brežice in mogoče, ko sem ga gledal, kako je to bilo, pa tudi nekako že v osnovni šoli smo bili vsi planinci. To je pač nekako že družinska tradicija, pa tudi drugače šola, kjer sem se šolal v osnovni šoli Savo Kladnik, smo imeli izredne mentorje, planince, ki so nas popeljali v naravo in tako nekako so nam dali ta stik, to razmišljanje vsakodnevno za to prečudovito naravo in pa seveda gozdom. Potem si se odločil najprej za... Ja, srednjo gozdarsko šolo, ki sem jo v Postojni, tudi takrat, kot danes, je bila samo v Postojni. Si bil v Postojni, nisi bil doma? Ja, v Postojni, no. To je mogoče malo bilo hendikepa, doma, potem pa kar naenkrat te ni več. 14-letni fantič. Ja, gre drugam, Postojno, ampak moram reči, da izreden sprejem teh ljudi tam, res, da smo bili bolj sami fantje, ampak izredne stvari. No, tudi generalni direktor se je takrat rekel tega centra, gozdarskega šolskega centra, je bil tukaj domačin, Vili Garmoš. Naj pogledal na te. Ja, tukaj z Dobovca in moram reči, da se še zdaj vsako leto nekajkrat srečava, sprehodva tudi kje še v gozdu, tudi nekakšni drugi prireditvi se srečava v Sloveniji. Skratka, tam ta gozdarski šolski center da tem ljudem, ki tja pridejo, zares en poseben dojem do narave in pa do gozda. Veliko prakse. Veliko prakse, mnogo več kot danes, čeprav danes z novimi projekti se razmišlja, da je le potrebna praksa, da brez praksa ni nič. In jaz moram reči, da sem bil generacija v srednji gozdarski šoli, kjer smo imeli recimo v 3. ali 4. letniku vsak teden en dan posvečen samo praksi. In z izrednimi ljudmi. To niso bili naši profesori, niso bili ljudje, ki bi prihajali samo iz univerze takoj učiti, ampak so ljudje, ki so prihajali iz terena nas učiti. Se pravi, gozdari, profesori, inženirji in tako naprej. In smo imeli tisti stik naenkrat že nekako s tem delom, ki je bil na podeželju, seveda z gozdom najbolj, ampak na nek način so nam vsadili par stvari, ki so pomembne, se mi zdi, za delo na podeželju. In predvsem to so nam polagali na dušo, da kmet, lastnik gozda, predno bomo prišli do njega, vedite, da ima on več fakultet, kot imate vi, samo eno. In sicer vsak mora biti odličen menedžer, vsak mora biti kmetic, gozdar in še kaj. Se pravi, da vsak dela mora znati poprijeti. Točno. In tako se morate do njega obnašati. In jaz mislim, da če tisti, ki prihajamo na teren, znamo tako sodelovati, imamo izreden uspeh. In jaz moram reči, da sem zelo vesel, da imam eno tako srečo, da z ljudmi, s katerimi sodelujem in delam na terenu, vedno najdem nek stik, kontakt in
je lepo. To je tudi tvoja komunikativnost, ne? Ker si izgovoren, ne? To je dejstvo. Ne? Upam, ne? Je pa seveda važno tudi nekaj še tukaj poštenost, a ne? In pa razdajanje. Kaj ti, jaz pravim tako, da kar daš, to dobiš, a ne? In zame je služba dopusta, ne? Praktično jaz ne hodim na šiht, tudi imam eno srečo spet, da tako rečem, pri meni ni delovnega časa, ne vem, ura, kaj je tu, bi rekel, ob 6, 7, tu pri meni ni, pri meni tudi ni sobote, nedelje, ampak praktično meni je delo 24 ur. Ja, tako, praktično dopust mi je to, kar sem v službi, dopust mi je tisto, kar nisem, kar sem doma. Skratka, vse imam nekako povezan in tako tudi nekako živimo. Tudi v družini nekako tako. Lahko povem to, da imamo običaj, da vsak, od nas, ki imam 3 otroke, ne, ko je šel prvi dan v šolo, zasadi svoje drevo. In tudi žena, ki se je preselila na našo domačijo, je sabo prinesla svoje drevo. Tako da imamo vseh nas 5, ima za hišo posajeno vsak svoje drevo. No, jaz sem pa mogoče malce drugače. Vsi 3 vnuki imajo posajeno svoje drevo. Aha, v sadovnjaku. No, ja, super. Že nekatere že jabolke že rastejo. Malce pa bilo problem na fakulteti, ne? Ja, jaz nisem končal v prvi rundi, kot se temu reče. No, takrat gozdarsko šolo smo seveda končali. Mogli smo takrat, je bila matura, kar se mi zdi, da je prav, da se danes tudi nazaj. Je to nek zrelostni izpit bil. Potem smo imeli tudi na univerzo sprejemne izpite, ki smo jih uspešno, takrat sem jih opravil, seveda, da sem se lahko upisal. Za univerzo v? Za univerzo v Ljubljani, a ne? No, seveda, potem smo pa šli v vojsko, a ne? In tista vojska in potem študentski način življenja je malo mi dal druge razmišljanje, tako da praktično fakultete nisem končal v tistem, rekel, rednem, ampak potem ob delu. No, lahko tu povem, da ko sem na nek način v Ljubljani sam pri sebi sklenil, da pa več nimam kaj tam početi, da grem takoj v službo. No, in takrat je moj stric je bil generalni direktor, me je zjutraj pisarno poklical in rekel takole, zakaj ne greš več gor? Ne? Ja, sem rekel, ne grem. V redu, je rekel, zdaj pa takole. Zjutraj, ob 6, rukzak, spalna vreča, v Radečah, na postaji čakaš, bo nekdo prišel po tebe in greš delati. Ja, kam pa? Te neč ne briga. Jutr, ob 6, spalna vreča. No, in tako se je začel moje gozdarski dnevi. No, in potem je prišel nekdo, ne? Seveda. No, in so me odpeljali na dole pri Litiji, kjer sem začel z temi ljudmi prvi stik z gozdom in tako naprej. Moram reči, da so bili odlični ljudje. Ja, tudi točno tako. On je bil tudi delovodja takrat pri meni, tako da smo tudi na ta način. Imel sem odlične šefe, ki so bili toliko star, kot sem jaz danes, in takrat so se mi zdeli hudičevo stari ljudje. Ampak imeli so pa izreden, bi rekel, tak duh do ljudi, do gozda, samospoštovanja in pa na nek način želeli so te sprijeti med sebe, tudi kmetje in tako naprej. Res pa je, da sem bil 24 ur med njimi. Tudi danes poskušam čim večkrat biti z njimi. Jaz pravim tako, da moraš biti tako na pogrebu, na svadbi kot na rojstvu. Skratka, z njimi moraš biti. V dobrem in slabem. Dobrem in slabo. Mimo grede, takrat nisi dobil samo službo, ampak tudi stanovanje. Točno, takrat smo dobili tudi stanovanje in pa tudi služben avto. To si bil Jack. Jack, drvala, in to je bil Fičo, to nam nikoli pozabil celo. Šel je posod. Povsod, tudi si vstavil kdaj, ampak bil je avto, dobil si ga in zares. Takrat si že imel družino ali si se jo potem ustvaril? Ne, družino seveda kasneje, dokaj kasneje. No, ampak moram tudi to priznati, da moja žena prihaja iz mojega takratnega revirja. Tako da tudi žena sem spoznal, bi rekel, med drevesi v gozdu. No, to je pa za kakšno knjigo, ne? Ja. Zdaj, otroci so še najmlajša. Najmlajša je končala prvi razred, se pravi, da se še ne damo, in sem prav vesel. Ema je ime. No, potem Ajda je v gimnaziji v Brežicah, potem imam pa še Aljaža, ki pa je končal 9-letko, pa se je upisal v Celje na strojno srednjo šolo. Ne v gozdarstvo. Mislim, da njega bolj privlači
stroji, mašine, je tudi kolesar aktiven, tako da je bolj v teh vodah, no medtem ko hčerka pa bolj razmišlja o naravi, gozdu tudi gre kdaj z mano, tudi bolj na sociologijo. Skratka, mislim, da ona pa bo verjetno kakšne biološke vode zaplavala. No, zdaj, ko pogledamo Slovenijo tako ven, tudi iz okna, že ni potrebno iti prav v gozd, vidimo, da je Slovenija kar precej gozdnata dežela, zelo se mi zdi, da je celo malce bolj poraščena, kot je bila leta nazaj. Točno. Poglejte, gozdnatost v Sloveniji se je zelo hitro in bliskovito dvigala. Mi, če bi bili dobrih 200 let nazaj, komaj 36%. To si sploh skoraj ne moremo zamisliti. Danes imamo pa 60%. Manj kot danes. Ja, danes pa 60%. To je presenetljiv podatek. Zakaj? Sigurno. Ker poglejte, prvič smo imeli podeželje mnogo več ljudi na podeželju, a ne? Veliko več smo imeli drobnice, a ne? In ljudje so pač veliko več obdelovali. In to je bil tak, potem imeli smo industrijo, težko industrijo, drva in tako naprej. Skratka, vse to je nekako botrovalo, da je bilo gozdni prostor mnogo bolj izkoriščen, mnogo bolj več je bilo, bi rekel, nekih vplivov na njega. Mimogrede, tudi Zasavje, ta okoliš je ravno bil tako. Bolj gov. Seveda, če pogledamo, ravno samo zaradi tudi rudnik je bil med njimi, potem pa predvsem ta paša, a ne? Ta paša, drobnice, ki praktično ni dopuščala, da bi se gozd sploh obnavljal. Pa kosili so, ne? Se mi zdi, da so včasih Čemšeniško planino, ki je bila... Celo so kosili. So jo kosili, ne? Celo, povsem. Sveda, zdaj se stroje tam ne moramo, a ne? Danes pa vemo, da praktično, če ne moreš kositi najmanj že s traktorjem, a ne? Enostavno ne gre. Kosilnica je že prepočasna, a ne? Pa še vse na nek način, čeprav veliko govorimo, pozabili smo, da imamo mi predvsem male kmete, a ne? In na te male pozabljamo, a ne? Vse samo govorimo o velikih in seveda danes že nisi še več kmet, če nimaš najmanj 50 glav, najboljš bi, da bi jih imel 200 in tako naprej. Včasih so imeli pa tudi eno, dve in tako naprej. In to je dalo tisto, na kar smo danes izredno ponosni na to biotsko pestrost in tako naprej, a ne? Kajti ta pestrost daje tudi veliko teh obmejkov in tako naprej. In danes vsi govorimo, da je to nam velika, bi rekel, neka škoda ali kakorkoli, ker imamo ogromno lastnikov, ker imamo ogromno parcel. Ni res. Mi zaradi tega imamo izredno pestrost, ki je ni nikjer v Evropi, a ne? Ker imamo ogromno stvari na mehkih površinah. Kajti, poglejte, v naši Sloveniji praktično, da imamo 71 avtoktonih drevesnih vrst na tako mehkih površini, nima nobena evropska država. Da imamo na tako mehkem prostoru tako različno pestrost rastlinstva, živalstva, je ni, a ne? In to je dal tudi en tak doprinos, ta majhnost ljudi. Da ni vse po istem kopitu. Točno, in pa da nismo na veliko vse hotel delati, ne? In tu bi danes bilo prav, da tem majhnim kmetom tudi na nek način država zna bolj prisluhniti. Pa sej bomo zdaj z nepremičninskim davkom, še bolj udarili po prstih. Mislim, to je pa absurd, kako zopet lahko tistega, ki nekaj ima in ki ustvarja, ki dela vsak dan, ga še tisto bi mu radi vzeli. Tu pa mislim, da je totalni absurd današnje politike. Pa mislim, da tokrat kmetje ne bodo tiho. Nikakor ne. Moram reči, da v Zvezi lastnikov gozdov, potem v sindikatu, agrarnih skupnostih in ostalih na Kmetijsko-gozdarski zbornici smo jasno tudi zdaj ravno vložili v teh dnevih izjavo za javnost, smo se uskladili in smo pripravljeni tudi na zelo kvalitetno, verjemite mi, državno nepokorščino. Kajti tukaj, to pa nas je zdaj mnogo bolj združili, kakor vse drugi principi združevanja. Moram reči, da tako, ko bomo zdaj znali biti združen, a ne? Kmetje pa mogoče tudi vsi tisti, ki upravljajo s cerkvami, kjer jih prav tako želijo na nek način obdavčiti, kar je absurd. In podeželani in vsi ostali, jaz mislim, da bomo pa tukaj znali skupaj stopiti in reči bob. Kajti tisto malo
kar ustvarjamo, da pa še tisto tako obdavčimo, pa pač enostavno ne gre. Morda bi bilo bolje že drugače razmišljati, a ne? Da pač obdavčimo tiste, ki ne delajo, a ne? In dajmo tiste, ja, obdavčiti, ne? Ki bi lahko pa nočejo, Pa da se nočejo, razume, v ne tem tisti, smislu. ki ne morejo. Ne, normalno, a ne? In naj tist plača, a ne? Ker po drugi strani pa od te iste politike poslušamo, kako nismo samozadostni pri oskrbi s hrano, kako smo bili včasih krompirjeva dežela, zdaj pa praktično pod 50% krompirja pridelamo, kar je žalostno. Kako bomo potem pridelali, če bomo kmetov onemogočili? Točno. In jaz mislim, da naša država, naša podeželje in tako naprej je izjemna. Mi imamo izjemne možnosti. In mislim, da bi morali v tri smeri praktično vse regijski načrte, ki se počenjajo in tako naprej, res da pri teh največkrat kar prepisujemo za 10 let naprej nekaj, kar je nonsens, a ne, ker ne znamo poslušati ljudi iz terena, a ne, se mi zdi, da v tri smeri bi morali predvsem razmišljati. In sicer tisto, kar imamo, pa je gost les, to je en glavni steber in voda zraven, a ne. To imamo oboje. To imamo in tukaj je naš ogromen potencial. Potem je tukaj turizem, ki je lahko s tem povezan. In tretja stvar je hrana, ki jo lahko pridelamo ne samo za sebe, ampak tudi za izvoz. In to smo že dokazali, recimo, tako smo že imeli, recimo mi smo jabolka izvažali, pa še marsikaj drugega, a ne. Skratka, te trije stebri, ki bi se znali povezati, pa smo mi zares lahko ena kvalitetna Švica. Pa še čisto okolje imamo mnogo bolj, kot če se sam spomnim po teh zasavskih gozdovih, sprehodov pred 30, 20, pa tudi 10 leti, kako so bili listje poškodovani na žrti, kako je bilo tam okrog cementarne, termoelektrarne, vse požgano. Zdaj zeleno, ne? Točno. Tukaj se je en velik premik naprej, čeprav rečemo, da zaradi tega, ker je industrija, jo je manj na nek način. Umazane industrije praktično je manj, pa je tudi ne sme biti. To se pa moramo zavedati. Ne dobiš dovoljenja za obratovanje. Normalno. To na nek način... Vse pogledamo, kakšna je Sava. Točno. Sava, če samo gledamo, včasih je bila črna, danes pa je zelena. Ampak tudi vse, če znamo prav vlagati v ta razvoj, ki se mu reče seveda, tako kot danes znajo vsi politiki na pamet, trajnostni razvoj, pa čeprav mislim, da večina ne ve, kaj to pomeni, ampak če mi znamo zares tako delati, razmišljati, potem brez skrbi ni problema za ljudi in pa za to povezanost z naravo in za življenje na zemlji. Prej si dejal, da imamo največ teh drevesnih vrst, pa mimo grede. Jaz nekaj jih poznam. Ti poznaš prav vse, ko greš po gozdu? Praktično tu pa moram reči, da naša šola in srednja, pa tudi potem fakulteta je kvalitetna na tem področju in da so nas kar dobro to naučili, bi rekel tudi, da rečem tako, zdresirali. Lahko povem, kako izgleda izpit v srednji šoli iz drevesnih vrst. To približno se gre na nanos, in skupina dijakov pač hodi proti vrhu nanosa in profesor na vsake toliko časa pokliče dijake, s katerim se sprehodi in vsak mora 10, kar se mu pač zmisli, jih mora znati. Če tistih 10, ko jih pokaže, kjerkoli pač si, enostavno ne narediš srednje šole. Se pravi, da tukaj... Torej pokaže na drevo? Ali pa na rastlino, kjerokoli. In je potrebno to znati, seveda v latinsko, kajti vse rastline, tudi živalske, imajo svoje latinske imene, tako da so pač prepoznavna po celem... Ta slovenska poimenovanja so tudi na področjih različna. Različna, tako da mislim, da te šole naše so kar kvalitetne in da se lahko primerjamo tudi z ostalimi evropskimi šolami, s katerimi tudi dosti sodelujemo projekte. Ravno tako sem se zdaj vrnil iz Islandije, kjer je fantastično, če tako človek pogleda, kakšna totalna druga način življenja, drugačna način razmišljanja, ampak če se vrneva na gozdove, tam so imeli takrat, ko sem jaz rekel, da smo imeli 36% gozdov, so oni imeli 30%. Danes nimajo 1% gozda. Oni nimajo enega drevesa, da bi lahko danes posekali, so ga uničili. Ljudje so ga uničili, ampak, da pa vi vidite, kakšen odnos imajo te Islandci do
gozda do drevesa, do lesa. V najboljšem hotelu v Reykjaviku, recimo, je iz navadnih odsluženih desk zložen tam, ko prideš noter, se pravi tisti del, ena ženska, tako malo pa pofarbana. Potem v najboljših izložbah v središču Reykjavika so razni, bi rekel, panji od drevesa zloženi in tako naprej. Skratka, ali pa danes, ko delajo tam, lesene hiše gradijo, potem fasade z lesom oblečejo. Skratka, na les nekaj dajo. Pa tudi gojijo potem? Imajo posebne, ja, danes država je tista, ki spodbuja in ima posebne projekte, inštitute, kjer želijo gozdove vrniti nazaj. Kajti vedo, da brez gozda praktično ni življenja. Gozd, moramo jasno povedati, da gozd na zemlji je edini ekosistem, ki vedno daje. In sam sebe preživi, in pa še sam sebe reciklira. Ga ni druga ekosistema. Gozd je edini, ki vedno daje in sam sebe, še sam za sebe skrbi, pa sam sebe nič ne onesnažuje. Ko hodiš po gozdu, opažaš, da kakšna drevesna vrsta izginja ali pa da je bistveno manj kot nekoč? Ja, seveda kot vsako živo bitje ima tudi svoje, bi rekel, sovražnike ali pa bolezni, kakorkoli. No in tako tudi drevesne vrste. No, najbolj tukaj je recimo domači kostan, ki ga tudi vsi najbolj poznamo. No, njega je pred leti napadel kostanjev rak, ki pa danes ni več toliko praktično, bi rekel, tisti, ki omejuje kostan. Kostan je danes najbolj omejuje kostanjeva šiškarica, ki se razvija že povsod. Tudi v Zasavju smo jo najdli, ravno pred parimi dnevi sem jo videl. Skratka, tu pa je, se pravi, ta domači kostan je en tak problem, potem brest, in gre za holandsko brestovo bolezen. Te dve drevesne vrste so praktično trenutno v naši državi najbolj nekako ogrožene od bolezni. Tudi zaščitene, da se ne sme opraviti poseg? Ja, tu pa imamo recimo... Razen o bolezni, ne? Ja, tu pa imamo recimo tudi drevesno vrsto tiso in pa božji drevca ali pa budiko. No, tu so pa dve drevesne vrste, avtoktone pri nas, ki pa so zaščitene za zakonom in se ne smejo sekati sploh. Tisa je kar strupena, ne? Ja, delno, pa zelo užitna. Delno pa zelo užitna. Ampak bolj stran od nje, ne? Drugače pa tisa je rajš zagledati, tako kot vsako rastlino. Jelka je bila včasih tudi problematična, ampak s čistim zrakom, ne? To še danes točno ne vemo. Zakaj je jelka toliko zares na hitro začela propadati, pa se zdaj na hitro začela tudi obnavljati. Jaz mislim, da mi še vedno prav dobro ne poznamo narave. Vse preveč gledamo naravo z očmi človeka, ki je pa pač sposoben gledati 50 let. Mislim, da v naravi je malo večji ciklus. Potrebno se je večkrat podati v gozd, pa predvsem v naše pragozdove, ki imamo edinstvene v evropskem prostoru in v teh pragozdovih se zares pa lahko ti naučiš. Zakaj se reče pragozd? V čem se razlikuje od gozda? Od gozda mi rečemo pragozdovi ali pa rezervati, bi bilo verjetno malo boljše, da res ne pragozdovi, da ne bo kdo mislil, kakve opice tam skačejo. Ampak kjer že več kot 500 let ni sekala človeška roka, kitajska, recimo. No in takih, na Kočevskem verjetno. Na Kočevskem jih imamo, recimo tudi tlele en zelo zanimiv je krakovski pragozd pri Kostanjevici, ali tukaj na Donački gori, ali na Pohorju. Skratka, imamo kar nekaj teh gozdnih rezervatov in pa pragozdov, katere zares občutiš, kaj to pomeni dihanje. Kaj to pomeni dihanje od vznika do smrti na nek način. Ampak smrti ni v takim obliki, kot jo mi zastopimo. Drevo, ki pade, je še veliko bolj živo kot takrat, ki je stalo, kajti na njem se razvije na 1000 in več različnih živih bitij. Od zajedavcev do živali. Seveda, do razkrajovalcev. In nekakor ne moramo reči, da je drevo potem mrtvo. Drevo nikoli ne umre, samo se spremeni v drugo vrsto energije. Sonce pa pač akumulira energijo v drevesu. In je ta krog. Zdaj, če greva še malce na to področje,
kaj mi se iz lesa pridobimo, ne? Dobro, brez drevja, ne? Verjetno tudi ne živeli, ne? Zdaj, v zadnjem času se zelo veliko govori o lesni biomasi, o sekancih, o peletih, torej ga potrebujemo za ogrevanje. Poglejte, gozd ima vrsto različnih funkcij in pa vlog. Mi jih razdelimo nekako v 3 take spektre, in sicer v gospodarske, v socialne in pa okoljske vloge. No, in če pogledamo te proizvodno gospodarske, da tako rečem, je ena tudi ta lesna funkcija, ki je seveda zelo važna, ampak ni važnejša kot ostale. Mi danes v zadnjih 2 letih ali pa mogoče malo več smo navajeni govoriti samo o lesu, ko slišimo za gozd, daleč od tega. Glejte, eno tako, mogoče bom povedal malo čudno stvar, ampak vseeno, tale klop je lesena, ampak to klop mi lahko naredimo tudi iz plastike, lahko, se pravi les, mi lahko nadomestimo, medtem ko vode pa nikakor ne moramo, vode je samo ena, in zelo malo je, in gozd je tisti, ki pomeni filter in pa akumulacija vode. Se pravi, nama gozd mnogo več kot samo to vlog, ki je zelo važna, ampak ni najvažnejša. In tudi danes se mi zdi, da malo pozabljamo. No, ampak če rečeva kaj več o lesu, mi v naši državi smo v preteklem letu posekali okoli 4 milijone kubikov lesa, lahko ga bi po naših načrtih, ki jih delamo vsako leto, za celotne slovenske gozdove, bi lahko posekali celo nekaj več. Vendar pri lesu je pa važna ta zgodba, kako iz njega čim več narediti, ga pretopiti v različne oblike, kar so naši predniki izredno znali. Poglejte, danes, ko gledamo še lesene hiše ponekod, so stare 500 let. To znanje, pa žive, kozolci, fantastična stvar iz lesa narejeta, ki je ni nikjer drugje na svetu, samo pri nas. In to je znanje, ki so ga znali. Kdaj so les sekali? Na to, kar pozabljamo. Čeprav imamo danes projekte, poglejte, recimo, na Logarski dolini imamo izreden projekt, ki mu rečemo Gorski gozd, ki se seka ob polni luni, ki se seka samo ob takrat, ko se je zares včasih sekal tudi, se pravi, v zimskem času, ne v času sokov, seveda, in tako naprej. Torej, tudi to je pomembno, ne takrat, ko imaš čas, ne? Ne, žal ne. To je zelo pomembno, to je zelo pomembno. In seveda zdaj, kako ta les naprej tržiti? Zares je v Sloveniji na nek način je nam umrla lesna industrija, kar ni dobro. Ali pa umira še naprej, ali pa še kar naprej. Čeprav smo pred 2 leti, je minister Židan takrat imenoval nas 30 iz Slovenije v skupino, ki je pripravila načrt Les je lep. Moram reči, da sem tukaj dokaj aktivno imel priložnost sodelovati. Zares napisali smo dokument, slabe 2 leti je star. Nekaj smo potem zastavili na to noto, vendar zelo počasi. Vmes se nam je zamejala vlada in smo neke stvari pač zopet drugače, pa spet se nam je zamejala. In imamo en problem v naši državi, ki se vidi, da znamo razmišljati samo za 4 leta. Tudi na lokalnih nivojih. In to je tudi en od vzrokov, zakaj nam je lesna industrija pač umrla. Kajti v gozdu in gozd in les, če tako rečemo, ne moramo mi razmišljati 4 leta, ampak je treba na daljši čas razmišljati. Poglejte samo primer, recimo eno dobro stvar, ki jo nam danes priznava cel svet, je bila uvedena, pa kakorkoli se to sliši danes, je bila biološka amortizacija. To je edinstveni instrument bi rekel v Evropi in pa tudi si upam skoraj trditi, da verjetno v svetu. Kaj to je? Kako vračati naravi tisto, kar nam je dala. In tako smo imeli biološko amortizacijo, kjer je moral vsak lastnik od države naprej, če je iz gozda, iz narave vzel toliko in toliko, bi rekel, lesa ali karkoli, je moral toliko in toliko procentov vrniti nazaj v gozd. Tega danes enostavno ne počnemo. Vrniti v obliki negovalnih del,
To pomeni kaj? Čiščenje? Čiščenje, nega gozda, vzdrževanje cest. Ne gre to o tem, da sadika vrne nazaj, ne? Tudi to lahko. Tudi to, če je tako pač določeno z načrtom. Najboljše je, da se samo, ne? Najboljše, ker filozofija slovenskega gozdarstva je predvsem v sonaravnosti, trajnosti, bi rekel, pa večnamenskosti gozdarstva in pa gozdarske politike. To nekako smo skupaj z Švicari, lahko rečem, da tudi prvi v Evropi se odmaknili od golosečne, ki jo imamo še danes vidno tukaj čez mejo, če samo gremo v Avstrijo, kjer vidimo ogromne zaplate. To je recimo primer, zakaj tu naj ne bi se tako počelo. Čeprav nekateri, ko gredo čez mejo, poglejte, kako imajo vse urejeno, to, hosti, tako. Vendar, samo naj primer povem, recimo na Pohorju, kjer imamo danes že tretjo generacijo smreke, prva generacija, ko smo pač sadili smreko, je bilo prirastka na hektar tam tudi po 18 kubikov. Naslednja generacija, se pravi, to govorim za 100 let, je imela že tam okrog 9 do 8, današnja 1 do 2 kubika komi zraste. Se pravi, ne moreš ti na ta ekonomski način razmišljati z naravo in pa v gozdu. Kajte, jaz pravim, da s tem, ko smo, to je ena, mi rečemo tako, nemška šola, ki je pripeljala to smrejko, seveda tudi v našo takrat na Avstro-Ogrsko in tako naprej, se ne da tako razmišljati z naravo. Danes imamo mi v Sloveniji približno 3,5-krat več smreke, kot bi jo bilo po naravni poti. In zato imamo na nek način, danes govorimo o problemu z smreko, lubadarjem in tako naprej. Halo, to ni problem. Narava sama spoznava, da je nekaj narobe in mi moramo to znati tudi sami spoznati. Druga stvar je, ker se moramo mi danes pa zelo pripraviti, je pa to, kaj bo čez 70-80 let. Mi vidimo, da gre izredno hitro napredujejo te, bi rekel, klimatske spremembe na nek način. Sej ne, da se mogoče ozračje tako na hitro segreva pa vse skupaj, ampak ekstremi pa so danes in ti ekstremi so problem, ki jih narekujejo klimatske spremembe. Tako da praktično po nekaterih projektih, ki smo jih imeli simulacijah na Gozdarskem inštitutu, se razmišlja, da čez 70-100 let, mi praktično v tem našem koncu, če rečemo v Zasavju in tukaj bomo imeli zelo malo iglovcev, smreke praktično ne, imeli bomo pa veliko črnega gabra, breze in teh, bi rekel, sončnih, svetlobnih, drevesnih vrst, ki zelo malo potrebujejo kvalitetna tla. Skratka, da bo prišlo do hitre spremembe, vidne spremembe, tako da jih bomo lahko na nek način celo znali s prostim očesom zaznati. In to se že danes tudi kar dokaj hitro zares dogaja. Glede na to, da se kar veliko Slovencev v zadnjih letih odloča, da se bo ogrevalo z sekanci, me zanima, ali ob tem obstaja kakšna nevarnost, da bomo les posekali, gozdove posekali, ali ne, ker to gozdari ne boste dopuščali. Poglejte, tukaj imamo zares varovalk, imamo dovolj zagotovljene v našem zakonu o gozdovih. Bi pa nasplošno najprej rad tu povedal, da danes zares je na nek način politični, ali kako bi to rekel, nek pritisk, dajmo več posekati, pa bo vse ok. Sam dajmo več sekati. Ne zavedamo se, da po enih simulacijah, ki so narejene v Evropski skupnosti, se pričakuje, da čez 10-15 let bo izredno pomanjkanje lesa v Evropi. Spet je to dlje kot 4 leta. Mi žal, naše razmišljanje politično je za 4 leta. Se pravi, to je en moment, da simulacije že današnje v Evropski uniji kažejo, da čez 10-15 let bo izredno pomanjkanje lesa. Druga stvar je ta, da za les, kot sem rekel, moramo dati čim več, da bomo čim več lahko iz njega naredili. Se pravi, kurjenje je ena od oblik, ampak samo za tisti les, ki je energetsko sposoben. Kaj to pomeni? Boljši les bomo mi seveda predelali v pohištvo, lesene hiše, kaj podobno. Kurili pa bomo tisto, kar je odpadno, kar je na žagah ostalo in tako naprej.
Ali pa tudi tega, gozdu polomljeno? Ja, ali kaj tasga, ali tisti les, ki prihaja iz negovalnih del, ali tisti, ki prihaja po daljnovodi. Po daljnovodi imamo ogromno daljnovodov, tudi tukaj v Zasavju jih imamo. Zakaj ne bi pod njim to lesno maso, ki tukaj nastaja, pa imeli recimo zasekance ali kaj podobnega. Se pravi, imamo ogromno enih možnosti, ki jih pač še nismo niti dobro izkoristili. Jaz ne verjamem, da bomo v Sloveniji imeli premalo gozda, ker z njim znamo zelo dobro gospodariti. In poglejte, na hektar povprečno priraste v slovenskem gozdu okoli 7 do 8 kubikov na hektar, mi pa posekamo manj kot 4 kubike. Se pravi, da še vedno se akumulira in dviga lesna masa. Se pravi, da mi s takim delom naprej zares bomo lahko še imeli dobre gozdove, čeprav so kakšno leto tudi za moje pojme mnogo premalo naprav negovalnih del. To je recimo se nam naredili v preteklem letu, v letu 2012, ko smo komaj 25% opravili obveznih negovalnih del v zasebnem sektorju. To pa so? To pa so recimo čiščenje, nega mladja, nega gošča, nega letvenjaka. Tukaj se mi pa zdi, da je večji problem. Kajti to, kar mi danes delamo, bodo želi čez 30-40 let. Pa na to lahko gozdar upozori lastnika gozda? Lahko upozori. Zakaznuje? Lahko upozori, ampak lastnik gozda praktično neka dela zelo tista nujna, najbolj nujna, pač mora, če ne pride do izvršbe. Drugače pa mu ni potrebno to upraviti. S tem pa mislim, da bi bilo prav, da bi tudi država določena sredstva subvencionirala. Danes subvencionira nekaj malega, vendar tako malo, da skoraj ne vem, če bi na glas povedal, to je komaj 1 milijon evrov. Ne vprašajte mi pa, koliko koštaja, če patrije po počeku se vrtijo 2 dni. Se pravi, kako malo smo pripravljeni dati za to bogatstvo. Kajti nekaj moramo tukaj vedeti. Gozd, 80% slovenskega gozda je v zasebni lasti, zasebnih lastnikov pa imamo v naši državi nekaj okrog 450 000. Ampak, kaj hočem reči? Vsi pa smo na nek način, vsi Slovenci, smo na nek način lastniki tega gozda, mi se lahko kadarkoli sprehajamo v gozdu, nobeden te ne more omejevati. Tudi če je lastnik. Tudi če je lastnik. Se pravi, da zato bi bilo prav, da država nekaj več. Lahko v tem istem gozdu nabiramo vsi, seveda pod določenimi, vse lahko delamo. Gobe in te ne sme. Vse lahko delamo. Lastnik mora to dopustiti. In zato bi bilo prav, da praktično je država tista, ki na ta način tudi kaj vrača. Ne samo dober milijon evrov. Lastnik pa tudi ne sme posekati tudi za svoje potrebe, če mu gozdar ne da oznako, da lahko je kako. Točno. Mi včasih smo rekli odkazilo lesa, zdaj pa bolj moderno se reče pa izbira lesa za posek. In tudi višino mu določite. Mi v Sloveniji praktično imamo že dolgoletno tradicijo načrtovanja. Praktično načrtujemo za vse gozdove, tako državne, kot v zasebni lasti. Na vsake 10 let praktično gremo čez vse gozdove in naredimo načrte. V teh načrtih pa tudi jasno piše, koliko se lahko v teh 10 letih na določeni površini poseka. No in potem revirni gozdar je tisti, ki je seveda v stiku z lastnikom gozda, naredi to odkazilo in pa izda odločbo, koliko lahko in kdaj lahko lastnik gozda poseka lesa. In tudi seveda mu svetuje, kako najboljše to potem spravi z gozda. Pa tudi ali čisto od spodaj, ali malce više, to je pa odvisno od terena. Ja, to je pa tudi odvisno kdaj od terena, kajti recimo, če imamo mi nekje na strmini, potem puščamo višje panje, ali pa če imamo kje plazovit območje, tudi puščamo višje panje, naprimer, da ta koreninski sistem čim dlje še deluje, da bolj zadrži sama tla. No in mimo grede, če sem jaz lastnik gozda, gozdare zaprosim, da mi dovoli, da posekam nekaj dreves, da si jih pripravim za zimo, kurjavo. Koliko časa bom čakal na to dovoljenje? Sigurno manj kot 30 dni. To je to, ne? To je to. Res pa je, da v zadnjem času na tem področju ima Zavod za gozdove Slovenije, kjer je zaposlenih 700 ljudi, izredne probleme, kajti
Politika nekako je odvzela ogromna sredstva, ki so bila gozdarjem namenjena, da so praktično odšli na teren. Dajala je povračila za potne stroške. Danes temu ni več tako. Praktično, če jaz iz osebnega povem, jaz dobim na mesec plačano 256 kilometrov, tu pa je, če se dvakrat peljem iz pisarne na dole pa nazaj. Toliko dobim na mesec. Skratka, tukaj gre za eno tako čudno srčiko. Mi bi vse imeli, dal naj bi nič, ampak pa spet nekomu kar prevalili. Skratka, neurejeno, pa predvsem nam manjka tega še enkrat, tega trajnostnega razmišljanja, ki so ga pred nami zelo dobro znali. No, jaz sem prepričan, da se bova midva v tem studiu še srečala. Sabo si prinesel še dve knjigi, tale je čisto sveža, nova, Znamenja trajnosti. Na kratko, o čem govori? Ja, o trajnosti, na nek način, v tem celotnem razmišljanju, filozofiji skupnega pašnika, kot se temu reče. Predvsem pa želimo povedati, da bo potrebno, če bomo želeli preživeti na zemlji, se znati samo omejevati in pa razmišljati v vseh treh stebrih trajnosti. Si kaj pisal tudi sam? Nekaj malega. Nekaj malega. Kaj pa ta? Ja, tam je še pa predvsem zelo ljuba, kajti v tej smo izdali 20 primerov dobrih praks, ki so jih pripravili študijski krožki po Sloveniji, ki govori, kako lahko bi rekel, v lokalni skupnosti z srčnimi ljudmi ogromno naredimo. Tudi iz te naše doline je nekaj primerov, iz Zasavja oziroma tle, Drugače pa hočem reči, da študijski krožki so izjemna oblika, kako zmotivirati ljudi, kako se učiti, na prijeten način in kako doseči nekaj za sebe in pa za okolico velikega. Glasbenike ponavadi vprašamo, kakšna glasbo najraje poslušajo, katera je njegova skladba, katero je tvoje drevo, ki ti je najljubše, če sploh obstaja? Ja, seveda vsak ima mogoče eno lepše drevo, ker je meni nekaj posebenega je skorš, na primer. No, tega pa ne poznam. Ja, skorš, ki je tudi pri naši domači hiši kar dolgo kljuboval, padel je zdaj v ta zadnji, bi rekel, naravni ujmi, ki se je dogodila v naših gozdovih v tej okolici. Zares eno zanimivo drevo, ki daje sadeže in ko so ga včasih znali tudi uporabljati. Je pa domače, avtoktono drevo, izredno lepo. Tudi iz njega se da dobiti izredno zanimive antarzije in tako naprej. Nekaj posebnega. Jože, hvala ti, da si bil naš gost. Zagotovo se bova še kdaj srečala v tem studiu ali pa kje v kakšnem gozdu. To je najlepše, pa hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.